Iz vsega srca vas prijazno pozdravljamo, dragi gledalci, cenjene gledalke v oddaji Verovanja. Naš namen druženja je, da se krepimo v skupnem povezovanju in danes smo lahko v družbi našega spoštovanega in cenjenega gospoda magistra Srečka Hrena. Lepo pozdravljeni, gospod Srečko, in veseli smo, da smo lahko pri vas. Lep pozdrav in vedno dobrodošli tudi pri tej oddaji v naši župniji. Ja, Celje je bilo škofijsko mesto že v času zgodnjega krščanstva. Od leta 2006 pa je tu spet sedež škofije. Škofija je postala tako tudi neka infrastrukturna organizacija tega področja in škof Maksimilijan Matjaž si je s 1. marcem leta 2023 izbral ekipo sodelavcev in sodelavk v tem škofijskem ordinariatu. Vi, gospod magister Srečko Hren, pa ste bili takrat tudi imenovani za kanclerja in pa sodnika zasliševalca. Takole sem pobrskala v slovarju slovenskega knjižnega jezika, kaj pomeni izraz kancler, in je navedeno, da je to nek visoki dostojanstvenik, ki vodi navadno najvišjo državno pisarno, recimo pri takšnemu univerzitetnemu kanclerju. Mene pa zanima, kakšna je pa vaša vloga kanclerja v škofijskem ordinariatu in pa kot kancler, kaj vse obsega vaše delo? Ja, približno je opis podoben tudi moji kanclerski službi na našem škofijskem ordinariatu oziroma v naši škofiji. Škof mi je zaupal tudi to nalogo. Pred to nalogo, ker sem vedel, da je to kar velika odgovornost pred celotno škofijo, sem si vzel nekaj malega časa, malo pretehtal in premislil in tudi v služenju cerkvi in služenju ljudem in predvsem tudi kot kancler duhovnikom naše škofije tudi prevzel to vlogo kanclerja v tej naši škofiji. In kakšen dan, dva, včasih tudi tri, mi vzame tudi to delo, da grem na škofijo in tam opravim tisto, kar moram. Včasih pa še tudi domov kaj prinesem. Pa se delo kanclerja takole povezuje predvsem z župnijami oziroma duhovniki in stalnimi diakoni škofije Celja in tudi zvernika, ali je to bolj administrativno delo? V prvi vrsti je to, bi lahko rekli, bolj administrativno delo, a vsaki administraciji se odraža tudi vsebina. In tudi kanclerska služba je škofu tudi v pomoč. V bistvu je škof tisti, ki mu je naložena to odgovornost za celotno življenje škofije, in te službe so škofu samo v pomoč, da jih lahko ne toliko sam uresničuje, ampak s pomočjo tistih, ki jim stvari zaupa. Tako je tudi za kanclersko službo, ki je v veliki meri pripravljanje dokumentov, administrativno, vsebinsko in tudi pravno, kar se tiče odnosa do duhovnikov in posledično tudi do župnij. Vse tisto, kar duhovniki želijo prositi, morajo prositi, morajo dobiti od škofa, potem vse to nekako kancler ureja in spravi v neko pravo podobo in vsebino, škofu to predstavi in potem je na škofu, da to odloči, podpiše in tako ureja stvari. Zanima me, če je delo kanclerja morda povezano tudi z delom vikarja, gospoda Roka Metličarja, ali je to ločeno področje? Ja, tako je, ko pridemo na škofijo, se vedno vsem pogovarjamo vsi, tako da smo tam v tem občutku ljudje, ki skrbimo skoraj za vse. Med to skrbjo za vse pa potem nekdo nosi najvišjo odgovornost, potem generalni vikar tudi ima svoje področje v odnosu do duhovnikov, starejših duhovnikov, ta skrb in še do kakšnih drugih stvari. Sam imam to kot pomoč in obema, da urejam stvari na škofijski ravni in ima tako tudi pomagam.
Imate vi tudi uradne ure morda ali kako? Ja, na škofiji so uradne ure. Meni ta izraz ni všeč, če odkrito povem. Dobro, na takšnem uradu, kot je škofija že. Na župnijah sem si pa vedno prizadeval, da ne bi imeli uradnih ur, ker se mi to zdi tako malo. Ampak tudi to je pravilna rešitev. Tudi sedaj v Preboldu mi pa to ravno prav pride, ker ljudje, ki so prej bili navajeni, da je duhovnik bolj doma kot pa drugje, je sedaj ravno obratno. In ravno s tem, ko imam uradne ure tudi tukaj v Preboldu, vsaj vejo, takrat me dobijo. To je zame zelo lep občutek. In tudi na škofiji je tako. Tam so uradne ure vsak dan dopoldan, razen cerkvenih in državnih praznikov. Pa morda kakšna izkušnja pri tem vašem zadolženem delu? Je bilo kdaj zelo naporno, zelo težko, da ste rabili veliko neke moči? Ja, velikokrat je težko, pa ne zaradi tega, ker bi bilo težko, ampak ker je veliko stvari za urejati. Včasih se zgodijo, se nagrbančijo stvari, ki jih moraš urejati, ampak zadnjič smo imeli tudi pri skavtih srečanje in tam običajno začnemo srečanje tako, da v zadnjem tednu nekdo pove tisto, kar se mu je dobro zgodilo ali pa tisto, kar se mu je slabo zgodilo. In jaz sem imel težave s tistim, če se mi je kaj slabega zgodilo, ker se mi ni nič slabega zgodilo. Izpostavil pa sem ravno tisto, kar bo odgovor tudi na vaše vprašanje, da sem večkrat že iz škofije šel zelo vesel, ker sem vse uredil. Čudovito in naj tako še dolgo ostane, da vas bo krepilo to delo in vam dajalo navdiha ter seveda tudi veselje širši skupnosti. Takole, ste pa tudi še zasliševalec v škofijskem tem področju. Pa povejte, na kaj se nanaša ta vaša naloga, ker marsikdo niti ne pozna tega naziva. Ja. Tako, tudi vsaka škofija oziroma cerkev ima tudi svoje cerkveno sodišče. Tudi v cerkvi si prizadevamo za resničnost, za pravico in tudi sodišče je k temu velika pomoč škofu za nekatere stvari, ki jih mora doreči. In v Sloveniji sta dve cerkveni sodišči, v Ljubljani in v Mariboru. S tem, da ljubljansko opravlja drugostopenjsko sodišče za naše mariborsko in mariborsko cerkveno sodišče pa opravlja delo drugostopenjskega za ljubljansko cerkveno sodišče. Na škofijski ravni pa je tudi sodnik zasliševalec, kjer sprejme določene stvari, določene primere, ki jih potem predsodno obravnavata. Sodnik zasliševalec opravi prve pogovore in se odloči, kam usmeriti vernika, ki lahko pride zaradi dveh, treh področji, bi lahko rekli tako na hitro, da si bodo gledalci lahko predstavljali. Prvo področje je pravno-gospodarske narave, kar se tiče vernikov, župnije, župnikov in duhovnikov. Gre tu za pravičen, realen, pošten odnos do gmotnih stvari župnije in škofije. Potem je drugo področje, je področje obravnave tudi spolnih deliktov, če pride do kakšne prijave, tudi na cerkveno sodišče. In tretje področje je sakramentalno področje. Tukaj pa se ukvarjamo bolj z sakramentom svetega zakona oziroma možnosti preko sodnega postopka, preko pravilnega postopka priti do jasne odločitve kot sodnik, ali je kakšna zakonska zveza bila nepravilno sklenjena in se potem določi in odloči, ali je bil zakon ničen ali pa ga potrdimo, če temu ni tako. Sicer takole ljudje razmišljamo in si predstavljamo, pa razumemo le tisto, kar nam je všeč. Kaj pa je resnica, je pa vedno drugače in verjetno je tole vaše delo prav usmerjeno v iskanje te resnice. Ampak pastorala pa je tudi področje, za katero vi dobro sodelujete v tem krepitvenem in pa tudi poglabljenem odnosu med verujočimi in kljub vašim funkcijam ni zapostavljena. Vsi moramo negovati te vrline krščanskega življenja. Kako? Ja,
osnovno je najprej pastorala, ki je usmerjena v vsa ta področja, ki jih potem tudi po teh mojih funkcijah in zadolžitvah moram reševati. In ko opravljam te naloge, sem še bolj prepričan v to, kar ste sami izpostavili, da je pastoralno delo, da je delo z ljudmi, izpostavljanje teh krščanskih vrednot, za katere sem prepričan in lahko to osebno povem, da so nekaj več in dodajo neko presežno razsežnost tem našim tuzemskim vrednotam, tako zelo pomembna in potrebna. In marsikaj bi kasneje v življenju lahko odpadlo, če bi človek nekatere stvari hitro si vzel k sebi, poosebil in tako zelo ponotranjil, da do kakšnih težav v življenju ne bi prišlo ali pa bi prišlo dosti manj. Ampak tudi teh težav se ne izogibamo, saj smo zato, da bi človeku pomagali in to je osnovno vodilo. Ja, krščanske vrednote in pa tudi vaš poklic vam dajejo priložnost, da se o družbenih zadevah odkrito izražate, ne da bi se postavili na to ali ono stran. Tako lahko razložite tudi pojave, ki so mogoče ozko politične in pa vsa ta družbena gibanja lahko spremljate. Ste tu zelo prisotni, natančni? Ja, ko ste me spraševali, sem si tako predstavljal, da je življenje že vse prehitelo, nič, kar je rečeno, kar je izpostavljeno, da življenje je in kako se moramo vesti, obnašati, ga organizirati, če temu grdo rečem, nas je že vse prehitelo življenje in karkoli rečemo o življenju. Posledično seveda tudi o družbenih vprašanjih, ker je življenje tudi v družbi, v narodu, v družini in v vseh področjih. In tako da poseg, moj lasten osebni poseg v takšna vprašanja nikoli ne jemlje kot politična, čeprav tudi, ker je to izražanje skrbi za življenje, ne razumem kot poseganje v pravičnost družbe, čeprav tudi, ker je to tudi skrb za življenje in ga ni področja, kjer bi mi kdo lahko očital, da je to ozko politično, družbeno, strankarsko mnenje, ampak je to mnenje o življenju. Sedaj smo v adventnem času, ki takole vnaša tudi nek zunanji cirkus in pa blišč. In kaj pa je smisel kvalitetnega preživljanja adventnega časa? Sam osebno nisem proti vsem tem stvarem, za katerega imajo včasih ljudje občutek, da duhovniki ne gledamo prav z veselim nasmeškom na obrazu, kako ste izpostavili ta zunanji blišč. Ampak včasih si živo lahko predstavljam, kaj bi se zgodilo, če bi s takšno intenzivnostjo, s takšnim veseljem, s takšno skrbjo, kot skrbimo za zunanje stvari, ki so nujne in potrebne, skrbeli za tudi našo notranjost. In če se pripravljamo kristjani na prihod rojstva, je to v krščanstvu spet rojstvo ljubezni, rojstvo življenja. In včasih vidim neko pomanjkanje priprave za to rojstvo, ljubezni, prijateljstva, pomoči, tudi odpuščanja, kar vse pripomore k veselosti vsakega življenja. Tukaj se mi zdi, da je malo prevelika razlika med pozornostjo, med energijo, ki jo človek vlaga v zunanji blišč in pozornostjo do svojega srca. Kar nosimo v sebi, to tudi privlačimo. Iskrena hvala, da smo se lahko takole privlačno in pa iskreno družili z vami, spoštovani gospod magister Srečko Hren. Uresničite si vsa svoja pričakovanja in bodite zdravi. Pa nasvidenje. Nasvidenje in hvala lepa za vaš obisk. Spoštovani naši gledalci, ustavite in krepite se pri stvareh, ki vas duhovno bogatijo. Hvala za vašo prisotnost, vse dobro vam želim povsod in srečno.